Kakšno je pravilno preverjanje pogoja PCT strani delodajalca pri zaposlenih? V Upravni službi Gospodarske zbornice se v času epidemije COVID-19 srečujemo z številnimi vprašanji, ki se nanašajo na pravilno preverjanje pogoja PCT strani delodajalcev pri zaposlenih. Tudi v tem primeru je potrebno spoštovati temeljno načelo GDPR oziroma varstva osebnih podatkov, to je primerna pravna podlaga in najmanjši obseg uporabe podatkov. Za ta namen ima delodajalec možnost, da vpogleda v dokazila posameznega zaposlenega ali izpolnjuje pogoj, vendar pa ne sme teh dokazil kopirati, fotokopirati, skenirati ali kako drugače reproducirati. Delodajalec mora pripraviti interni predpis, akt, v katerem opredeli način preverjanja PCT pogoja, odgovorno osebo, ki ta pogoj preverja, o čemer pa mora biti pravočasno seznanjeni tudi zaposleni. Pomembno je, da delodajalec podatke, ki jih zbere strani zaposlenih, tudi primerno hrani, da postavi odgovorno osebo, ki ima dostop do teh podatkov. Primeren rok hrambe podatkov je približno 2 leti oziroma skladno z namenom, za kar so bili podatki zbrani. Konkretno delodajalec lahko oziroma mora voditi evidenco posameznih zaposlenih in kakšen pogoj PCT izpolnjujejo. V ta namen vodi evidenčni predpisani list za samotestiranje, ime in priimek zaposlenega, kakšen pogoj PCT izpolnjuje in do kdaj ta pogoj tudi velja. Pomembno je še omeniti dejstvo, da ker gre za posebne vrste osebnih podatkov, to so zdravstveni podatki, je potrebno te podatke tudi ustrezno zavarovati, kar pomeni, da ima do podatkov dostop lahko samo pooblaščena oseba.